Dobrodošli v MGLC Švicariji, ustvarjalnem in rezidenčnem centru, kjer je trenutno na ogled razstava Krhko ravnovesje umetnice Anje Jerčič Jakob. MGLC Švicarija nudi delovne prostore 11 uveljavljenim umetnikom in 2 mladima umetnikoma. Umetnikom nudimo produkcijsko in promocijsko podporo pri njihovem delu, pripravljamo njihove samostojne razstave in priložnostne postavitve. Anja Jerčič Jakob je ilustratorka in slikarka, zaključila je študij grafike na Ljubljanski akademiji leta 2004, leta 2007 pa še študij slikarstva. Od leta 2000 deluje na področju likovne umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. Je tudi docentka za smer slikarstva na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Na tokratni razstavi se predstavlja z 2 ciklusoma: Poljske ostaline, ki je nastal leta 2020 in 2021, in ciklusom Pleveli, ki je nastal leta 2021. Ciklus Poljske ostaline, ki je nastal v različnih slikarskih tehnikah, od tuša, voščenke, oglja do končnega izpiranja, in tudi ciklus Pleveli, ki je drugačen, bolj barvit, naslavlja tisto, kar jo dela zaangažirano in družbeno kritično spremljevalko tega, kar danes počnemo z okoljem. S svojimi slikarskimi deli, pa tudi sicer svojo umetniško prakso, naslavlja teme, kot so ekologija, trajnost in to, kar lahko umetnost takšnim problemom prinese. Že dlje časa sem imela v bistvu vse eno željo po risanju z ogljem na večji format. Zelo močne sugestije v tej smeri mi je dal, pa mi v bistvu še vedno daje v bistvu Herman Gvardjančič s svojimi risarskimi deli. Zdaj do nekih ustreznih pogojev, da bi se tega zares lotila, pa ni prišlo do začetka, ko sem začela v bistvu ustvarjati ta ciklus del z naslovom Poljske ostaline. To je bilo nekako pred 1 letom, v času po moji večji samostojni razstavi, ki sem jo imela v Mestni galeriji Piran meseca oktobra. No, za to razstavo sem se v bistvu pripravljala kar nekaj let in po postavitvi, po koncu postavljanja v mesecu oktobru sem bila v bistvu zelo utrujena od tega načrtovanja. Mislim, da se to zgodi bolj kot ne po vsaki otvoritvi in dejansko sem potrebovala en odmik od slike. Zdaj še drug moment, ki je bil mogoče tudi pomemben za nastanek tega ciklusa del, pa je bilo zaprtje javnega življenja, ki se je takrat dogajalo. Tudi same razstave, na žalost, ni nihče videl, ker se je odvila dejansko v času teh največjih zapiranj javnega življenja in prav ta neka ihta je ostala v meni, ki se mogoče tudi na nek način odraža v delih. Drug vidik tega zaprtja javnega življenja, ki pa je tudi pustil posledico na delih z naslovom Poljske ostaline, pa so bile v bistvu vse te nove zaposlitve, ki mi jih je zaprtje javnega življenja prineslo, in zaradi tega sem imela v bistvu časa za samo likovno ustvarjanje precej malo. Prav ta časovna stiska me je pripeljala do neke gestualne risbe in dela so nastala v bistvu precej v taki klasični, modernistični maniri, z nalaganjem teh gestualnih zapisov plast na plast, mreženjem. In še vedno se mi zdi zanimivo, kako lahko z nekimi nenatančnimi, sproščenimi potezami, čečkanjem dejansko ustvarim potem na nek način realistično upodobitev. Odsotnost barve oziroma akromatičnost pa je še en vidik, po katerem se mogoče ta ciklus del Poljske ostaline razlikuje od mojega siceršnjega slikarskega dela. Zdaj, dela so v samem izhodišču začela nastajati z ogljem,
Oglju se je potem pridružil tudi grafit, tuš, voščenke, ostala risarska, zelo enostavna sredstva. Tukaj se nisem nič v bistvu obremenjevala kaj preveč s tehniko. Narava teh risal, ki se dogaja nekako znotraj sivinske tonske lestvice, je potem narekovala tudi to, da pri slikarski dodelavi del nisem posegala po barvi in sem nekako ostala pri uporabi samo bele in črne barve. Mogoče tudi ta odsotnost ali pa ne ukvarjanje z barvo me je pripeljalo do tega, da sem bila pa toliko bolj v bistvu toliko bolj svobodna ali pa mogoče nova na nek način pri sami izraznosti znotraj teh enostavnih risarskih sredstev. Še vedno mi je zanimiv način, kako lahko z nekimi nenadzorovanimi gestami ustvarim pa potem na nek način realistično podobo. Tako da, če se v bistvu približaš tem delom od blizu, vidiš kupico nekih čečkarij, nekih v bistvu zelo nekultiviranih pisav, ampak ob pogledu z neke druge perspektive na ta dela z neko distanco, pa lahko uzreš v bistvu prepoznavno podobo.